Ok, dober dan vsem skupaj. Dovolite mi, da kar začnemo predavanje oziroma razgovor z Sandijem Češkom. Studio Moderna, kot veste, ustanovitelj, solastnik, ne bom preveč govoril, ker verjetno vsak dan zjutraj, ko prižgete televizijo, vidite Koširjah na Dormeju in tako naprej, ali pa kakšen drug dan Kozmodisk, kako je dober, kako za hrbtenico, in to je Studio Moderna. Hvala lepa, ker ste prišel. Jaz bi takole rekel, zato da bomo čim bolj odprti in gospod Češko je pripravljen seveda odgovarjati na vaše vprašanja, potem, ko bo po pol ure recimo dal na svoje uvodne misli, jaz bi predlagal, da lahko tudi vmes napišete na listek in ga dostavite semle, pa bomo ta vprašanja naprej dali, če komu to bolj odgovarja. Tema predavanja je, kaj loči uspešne od neuspešnih poslovnežev ali pa ljudi sicer nasploh, ne. In jaz bom začel z eno anekdoto, preden predam besedo, in sicer novinar sprašuje enega uspešnega poslovneža, kaj je skrivnost uspeha. No in poslovnež reče dve besedi: pravilna odločitev. Kako pa prideš do pravilne odločitve, pa vpraša novinar. Prav on reče, ena beseda, izkušnja. Prav, no, kako pa prideš do izkušnje? Nepravilne odločitve. To so pa zopet dve besedi. In s tem bi predal besedo in tudi zato malo, ko se spomnim začetka Studia Moderna, ko je gospod Češko skoraj zavrnil ponudbo od enega Laleta, bi rekli, ne po domače, Baneta, ki mu je ponudil Kozmodisk. Sicer bo pa gospod Sandi sam povedal to zadevo. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz imam nobenega predavanja tukaj pripravljenega, dobil sem nekaj iztočnic, nekaj vprašanj za izhodišče. Če je kakršnokoli vprašanje, drugačen pogled, misel, prosim, kar dvignite roko, pa imamo lahko debato, dialog, ki je verjetno bo bolj zanimiv kot pa neko samo predavanje. Poglejte, v firmi večina ljudi pri nas mora vedeti eno stvar, ne. Večinoma so podjetniki rad predstavljajo sebe kot poslovneži, kot karizmatične osebnosti, kot osebe, ki so imeli neko vizijo, ki so pač videli stvari naprej, ki so vedeli, kaj bo treba narediti in ostali morajo pač slediti in tako naprej. Jaz sem med tistimi podjetniki, poslovneži, ki nimamo nobene te velike vizije. Vse, kar se je zgodilo na nek način, se je zgodilo več ali manj po naključju. Našli smo pa seveda prave odgovore na prave izzive. In tako se je zgodilo, da naprimer tisto, kar so temeljni programi Studio Moderne in kar smo uspeli, recimo to je Kozmodisk, ne. Jaz sem ustanovil s kolegi leta 88, pa že 85 sem bil pri ustanovitvi prve računalniške firme Mikrohit zraven, se pa tudi tam zaposlil. Potem smo 88. leta ustanovili računalniško podjetje Orija za izobraževanje. Jaz smo takrat na Mikrohitu se pomagal ustanoviti Orijo, bila še v družbeni lastnini prvo leto in prodajali smo tisto tam na Oriji, kar smo pač imeli v svojih glavah znanje uporabljati prve računalnike. Kolegi, ki so bili malo bolj srečni, so imeli nekaj denarja, so uvažali škatle, takrat je bilo recimo marža 10-kratnik, ne, nabavne cene računalnika PC-ja leta 86-87. Če si ga kupil za $1000 v Hongkongu, si ga lahko prodal pri nas za $10,000, ne. Nekaj carine je bilo treba še odšteti. Moral si pa dobiti za to seveda dovoljenje, pa nekaj denarja si moral imeti. Mi tega denarja nismo imeli, to smo prodali znanje, ne. Izobraževali smo ljudi, ki so potrebovali računalnike v podjetjih. Potem, ker smo imeli dobre inženirje, smo v bistvu prišli, ko so se pojavile prve mreže, novel mreže, to vi še niste slišali, tiste prve, so podjetja potrebovala znanje, ne več samo škatl. In tako smo prišli do prvega uspeha. Potem smo se usmerili proti črtni kodi, ker je bilo tam potrebnega več dodatnega znanja in smo začeli uvažati japonske tiskalnike za črtno kodo, tiste printerje barkode, in ker nam niso uspeli Japonci
zagotoviti slovenskih znakov pravočasno, smo mi enostavno morali razdreti njihovo kodo po piratsko, narediti naše šumnike. Ko smo Japoncem to povedali, so znoreli, so skakali gor do stropa, ker pri Japoncih je to smrtni greh, ne? Kljub temu, da jih nismo škodovali, ampak brez tega bi tudi oni posel zgubili. No in potem so prišli čez 2 meseca k nam nazaj, ko so požrli svojo užaljenost in so rekli, da ste kaj, če ste že znali narediti šumnike, ne, a ne lahko pomagate še za grške črke. In pa naprej in druge karakterje, in potem smo kompleten v software za drugega največjega proizvajalca teh termalnih printerjev, največjega japonskega, izvažali, so imeli vse aplikacije, v software, ki je poganjal njihove teletiskalnike, je bil narejen pri nas v Sloveniji. Zanimivo, ne? Japonci so bili na to občutljivi, čeprav so sami največji imitatorji bili od začetka. Zato so vedeli, kako je to nevarno. No in leta 1991 mi kolega Brkeš Branimir predstavil Kozmodisk in ko sem sedel plastičen trak, ne, in zdaj govorim o tem, se pravim, kako je, s tem želim predvsem podariti eno stvar, ne, kako je predvsem v teh časih največja nevarnost za vas, da izhajate iz vaših, iz tega, kar veste, kar ste socializirani, kar ste se naučili, kar poznate, seveda varnega okolja in poskušate na osnovi predhodnih izkušenj vleči zaključke za naprej. Predvsem v teh časih, dinamičnih časih, je to zelo nespametno. To pravim, do not assume, pravim po angleški, kadar govorim, do not assume. Think out of the box. Ne? Se pravi, in jaz sem pogledal to, kako lahko to deluje, ne? Kot večina Slovencev, ko se je pač verjetno srečala s Kozmodiskom. Ampak moj oče je studijo moderne pa dejansko moj oče v 60-ih letih, takrat, ki je bilo možno ustanoviti privatna podjetja in je delal malček reklame, malček nekatere druge inovativne stvari. No in on me je vedno učil par stvari. Vsako delo je častno, tudi čiščenje cest je častno delo, samo eno stvar moraš ga znati narediti boljše kot drugi. To je ključ v vsaki zgodbi. Drugo, ne biti aroganten. Ne? To je najdražje, kar te bo koštalo. No in takrat sem rekel, ok, ne bom aroganten in bom kolega zavrnil na demokratičen način. Sem rekel, pošli mi 10 kozmodiskov, razdelil bom med prijatelje in sem bil pripričan, da vem odgovor, ne? Da noben ne bo pomagal. Zgodilo se je pa to, da so vsi prišli nazaj, sem začel klicati po enem tednu, a imaš še enega, to pa res deluje, rabim za ženo, rabim za prijatelja, rabim za sodelavca in tako naprej. In sem bil šokiran, ne? Potem sem gledal, sem rekel, ok, nima nobenih negativnih efektov, vračali bomo denar, če tistem, ki jim ne bo pomagal. Naredili smo tudi klinični test pri nas, ki je pokazal, da je bilo subjektivno zadovoljstvo 70%, nihče ni bil njemu negativnih učinkov, ampak še da sem mislil, dobro, to je nekaj postranskega, ne? To je nekaj, kar je dober, tako bolj obrtniško, to je dober za ženske, ne? To bo moja žena delala, ne, sem rekel, Olivija, evo, tukaj je nekaj popoldanskega za tebe, tudi ona je politologijo doštudirala, tako kot jaz, in je to ona vzela, no in potem po se nisem pridružil študiju moderne na začetku, ampak sem rekel, da dajo visoko tehnologijo, ne? No in potem po parih letih, 2-3 letih sem videl, da pač Olivija hitreje pelje svojo firmo, kot pa jaz računalniško firmo, ko sem bil direktor, ne, sem rekel, pridružil se zmagovalcem, ne, pa sem pisal pismo za delovno mesto. Sem jo prepričal, da je rad pomoč. No, to je en delček zgodbe, drugi je bil pa tudi ta, da me je fasciniralo v direktnem marketingu ena stvar. Mi smo Kozmodisk preko direktnega marketinga. Fascinirala me ena stvar. Jaz sem bil v računalniškem biznisu. Jaz sem bil totalno deprimiran, zato se veste, kako v Sloveniji funkcionirajo stvari, takrat je bilo pa še malček slabi. Zelo težko si prodal računalnik podjetju, niso upoštevali ravno, rekel, poslovni kriteriji, so bili v številnih primerih drugorazredni in me to ubijali. Ne? To me ubijali, da si najboljši, pa da te škartirajo. In v direktnem marketingu smo eno lepoto, ne? Si ti in je končni kupec in nobenega posrednika. In tukaj si dober, toliko boš tudi uspešen. Ne? In če si relevanten, če si dober, če si sposoben, če imaš nekaj koristnega ponuditi, si uspešen in nobenega umestnika, nobenega middlemana, ki te bo na tak ali način ti pogojeval, na kak način boš ti lahko svoje znanje uveljavil nekje.
In potem je 94. leta, vmes se je Bane Brkljač pridružil, ker je začela vojna v Srbiji, pa sem rekel, prid sem, ne, in je odkril teleshopping v Angliji. Bila je konferenca, sem ga poslal, jaz sem rekel, daj ti pet v London, pa prodaj Cosmodisk tem teleshopping firma, nek prodaj nekaj pametnega, ne bojo ti slicer, dicer je pa tako naprej tržil te neumnosti, ne neki vrn prodajo. Ne. Je šel tja, ampak on je tako kot sraka, ne, se navdušen, ker se svet navduš in namesto, da bi on prodal Američanom Cosmodisk, so oni prodali njemu vse svoje ideje in so rekli, če znate vi prodajati Cosmodisk, potem lahko prodajate karkoli. To je 40 leta, 2 let sem se temu upiral. 2 let sem rekel, jaz se teleshoppinga ne grem. Ne. To zna vsak delati, vsak lahko to noter pripelje, tukaj ni nobene dodatne vrednosti in poleg tega kriminalci imajo več respekt na trgu, kot pa tisti, so ukvarjali z direktnim marketingom. Ne. Tudi mi smo tukaj tistih afer, ne vem, kataloške firme so bile razne pa in tako naprej. V glavnem, ni bilo to ravno panoga, kjer bi bil s ponosom povedal, kaj delaš. Ne. No, 16 leta je prišel Pop TV. Bane mi je prepričal, da se je šel tja pogovarjati za neko testno obdobje, da bi testirali teleshopping. Jaz sem rekel, če dobiš te pa te pogoje, bomo šli, ni dobil teh pogojev, pa sem rekel, okay, vse ne bo. No in smo šli na junija meseca, to bilo 96. leta, smo šli naredili test na televiziji in je bil uspešen. In potem še nobene vizije, nobenega velikega plana, dobili smo 3x6 minut bloke in potem je rekel ta Američan, ki je bil tam za prodajo, je rekel, poglej, 6 mesecev kasneje so odpirali Slovaško, a vas zanima, da greste na Slovaško. In me je poklical kolega, je rekel, tukaj imam 2 podjetnika, they're professionals and they deliver what they promise. In s to popotnico smo šli na Slovaško, tam smo dobili deal, nikoli nisi bil prej na Slovaškem in smo v parih mesecih začeli delati. Ko smo pol leta po tistem je šla ta oseba iz Slovaške na Poljsko. In tudi na Poljskem se je podobna zgodba ponovila in takrat sem pa rekel, ok, mislim, da imamo mi možnost, da lahko rastemo v vzhodni Evropi, s tem rastom televizijskih postaj in gremo v ta posel, resno. In takrat se moramo pa pogledati malo strateško, kako pa kaj so mi pozicionirali, ker so bile na vseh trgih že lokalne firme, teleshopping firme in vsi mednarodni igralci. Naša konkurenca pa niso bile, zdaj na teleshopping se v Sloveniji je vedno gledali tako podcenjevalno, ampak s teleshoppingom se ukvarjajo največje korporacije medijske, RTL, Bertelsmann, švedska korporacija Modern Times Group, Berlusconi, francoske televizije imajo vlastni teleshopping, vse te korporacije medijske in smo se morali z njimi spopasti. Potem smo gledali, kako bomo boljši. Ne? In se okay, od lokalnih igralcev se bomo razlikovali potem, da bomo boljši, da bomo mi imeli ameriške, zahodne standarde servisa. Od zahodnih smo gledali, kako se v njih razlikovali. Zdaj, gledali smo, kaj oni delajo. In zahodne firme, 2 stvari smo naredili drugače kot zahodnjaki. Eno je, da so oni imajo mantra, oni znajo predvsem kopirati tiste uspešne modele, ne znajo jih pa adaptirati. In izkopirali so v vzhodno Evropo isti model, kot so ga imeli na zahodu, in to je, da so outsourcali vse, kar niso bile ključne funkcije posla, klicne centre, skladiščenje, produkcija, postprodukcija in tako naprej, vse to so outsourcali. Mi smo pa zelo dobro vedeli, da te storitve na trgu v vzhodni Evropi niso razvite tako, kot bi morale biti, da bi zadovoljevali zahodnim kriterijem. To smo dali to vse v hišo. Vse insourcali in smo šli kompletno popolnoma v drugo smer. To je bila mission impossible, ne? Ker vso to infrastrukturo postaviti, ko si prvič na nekem trgu, je noro. Ampak smo šli v to in to nas je rešili. Zato, da smo lahko dejansko kontrolirali cel supply chain. Druga stvar, ki smo naredili drugače, je bilo to, da smo mi decentralizirali naše odločitve. Mi smo vedeli, da vzhodna Evropa ni en trg in da če ti lokalno izbiraš iz portfolija, iz proizvodov, ki so na razpolago, se boš lahko bolj prilagodil lokalnem trgu. Medtem ko so zahodnjaki vse odločali ali v Nemčiji, ali v Angliji, ali v Skandinaviji, kaj bo prodali v vzhodni Evropi. In tu smo bili boljši in smo jih ven porinili vse njih.
ker sem rekel, vedno nosil vse malo tiste paranoje okrog teleshoppinga, da to ni nekaj, kar bi bilo ravno, kako rekel, vedno mi je bilo strah, ali bodo priznano malček tega, ampak racionalno, to je na eni strani, na drugi strani pa racionalno, je pa ta pomislek bil, da me je vedno bilo strah, ali bodo Američani bodo izumili neko novo zadevo, neko novo pojočo ribco, da bomo mi lahko imeli kšeft. Ker jaz vedno v smislu se ne bojo mogli teh novitet si izum, da bojo ljudje kupovali novitete. In zato smo se rekli, hkrati sem pa spoznal v Ameriki moč direktnega marketinga. V Evropa, Amerika se mrsičem zelo močno razlikujeta, tudi v oglaševanju. Medtem ko je Amerik bilo že pred 200 leti skoraj polovica oglaševalskih budžetov v vseh korporacijah namenjenih direktnemu marketingu, se pravi od brošur, telemarketinga, direktne pošte in tako naprej, je bilo v Evropi je direktni marketing kot tisti below the line advertising, ki je neki, kar bom rekel tako, ti ne more biti v ponos, da to delaš. Vse je 30 sekundni spot in vse je kreativno oglaševanje. No in mi smo v tem to uporabili, smo rekli, gremo delati brende, gremo delati z brendi tudi. In smo se tam najprej naredili deal za IBM-om, smo prodali računalnike Aptiva in potem, ko so oni prejehali delati računalnike Aptiva, sem rekel, kaj je naslednja stvar, ležišča. So rekli, ti si pretegen, Dorme je danes naša najmočnejša blagovna znamka, ki se prodaja od Japonske do Amerike. In potem našla usmeritev v ležišča in mislim v ustvarjanje blagovnih znamk, pomočjo direktnega marketinga in potem leta 2005, ko so me tu investitorji pritiskali, da bi šel, če še niso bili v firmi, da bi šel na nove emerging markets, ne, mi bomo šli zdaj v multi-channel distribution system, se pravi, kjer bomo postavili v center kupca in ne proizvod. In na tej točki bi moče zaključil to zgodbo o Studio Moderni in iz te točke, zakaj kupec v center, rad predstavil, kako vidim zdaj, kaj se dogaja v svetu in kje je vaša priložnost. Zdaj, če vprašam vprašanje, koliko od vas je prepričanih, da je pa misli, da je ta kriza, v kateri se nahajamo, posledica finančne krize, pa finančnih špekulacij? Kdo misli, da je to glavni vzrok? Roke gor. Ni. Noben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaj pa ostali mislite, tisti, ki se s tem ne strinjate, kaj mislite, da je vzrok te krize? Barabe. Poglejte, lahko bi šel tudi v konkreten primer, pa ne vem, ko imamo časa, ampak bolj detaljno, lahko tudi to razložim, če me kdo izzove. Ta kriza, finančna kriza je bila samo nek katalizator krize realne ekonomije. Danes, kjer se nahajamo v eni totalni transformaciji, ali pa revoluciji, spremembi, ki ima, bom rekel, dimenzije prehoda iz ene poljedelske družbe v industrijsko družbo, iz industrijske družbe v postindustrijsko družbo, to se danes dogaja pred nami. In to je ta fundamentalni shift, ki se pač dogaja. Zdaj, zakaj tega ne vidimo tako jasno, mogoče kot se je takrat videli? Zato, ker prvič v zgodovini so nosilci sprememb, ker mi smo še tista generacija, recimo Newtonovska, mi znamo predvsem vse, da bi razumeli, moramo znati zmeriti, zvagati, čutiti gravitacija. To je ključna stvar. Se pravi, mora imeti neko dimenzijo, mora imeti nek volumen, mora imeti nek obseg. In tako znamo razmišljati. Vsaka stvar. In to je dokaz. Potem verjamemo. Prvič, v vsej preteklosti so bile nek te tangible components, nosilci sprememb. Kaj je danes nosilci sprememb? Informacije, hitrost, relationships in tako naprej. Inovacije in spremembe, ki so intangibles. To so komponente, ki so danes ključni driver. Stvari, ki jih ne moraš notipati, ki jih ne moraš zvagati, ki jih ne čutiš, ampak se samo dogajajo. Dogajajo se pa s tako hitrostjo, da izgleda, kot da ne vidimo več dober in ne razumemo stvari.
In zdaj večina ljudi, predvsem, ko se je finančna kriza zgodila, je kaj rekla, prva reakcija bila, počakamo, da ta megla pade, počakamo, da bomo spet stvari videli jasno v fokusu, počakamo, da bodo spet stvari razumljive. Ne bodo, še dolgo ne bodo, vse dokler bo ta transformacija trajala v neki novega, kajti stari svet se je podrl in se redizajnira vse, kar vemo od A do Ž prvič in kompletno globalno v svetu na novo. Kompleten redizajn vsega, kar vemo, kar poznamo. Ne? In to se dogaja s takšno hitrostjo, se pravi, da je gledko, kot če bi se vozili z veliko hitrostjo z avtom, pogledate v stran, vidite zamegljeno. In kaj je vaša naloga? Naša naloga je, ne da čakate, da se bo nevihta pomirila. Vaša naloga je, da se naučite plesati v tej neurju. Da se naučite igrati v svetu blur. Nič tudi to ni presenetljivo. Jaz sem eno stvar povem, nič me ni presenetilo. Nisem pričakoval, nisem napovedoval. Mislil sem pa, da se ne bodo stvari celo zgodile, sem bral napačne knjige. Vse, kar se je zgodilo, več ali manj je bilo zapisano. Ta zdaj konkreten primer blura opisujem, to je knjiga z naslovom Blur, ki je bila izdana 95-97 leta, ki vse to opisuje, kaj se dogaja, vse to, kar sem zdaj tole vam povedal. Na konkretnih področjih, oglaševanja in tako naprej, vse, kar se danes dogaja, vse je bilo napisano. Samo, problem je tem, ne da korporacije in države in tako naprej tega ne bi vedle in šeli ljudje, ampak zato, ker dokler stvari delujejo, jih ne popravili. Ne? In ker najtežje je zamenjati in spremeniti način razmišljanja. Najtežje je spremeniti pogled, naše navade. Ne? In zato moja generacija, ne, pa starejše, mi ne moramo tega smeniti, ker ne razumemo. Ne? Vaša generacija je tista, ki ima to priložnost. Ker vi živite eno drugo življenje, pa čeprav smo na istem planetu. Kakšna je ta dimenzija tega? Zdaj v konkretnem primeru povem. Poznate Snapchat, ne? Jaz sem slišal, zdaj, ko ga je hotel Facebook kupiti. Ne? Poznate aplikacijo. A veste, zakaj mora Facebook kupiti Snapchat? Zakaj? Zato, ker je Facebook, kljub temu, da je mlada firma, ne? Večina od vas bi dvigli roko, če bi rekel, mlada ali stara firma. Je mlada firma, ne? Ni res. Stara firma. Zakaj je stara firma? Zato, ker je bil Facebook narejen na tehnologiji česa? PC-ju, notesniku. To pa vemo, da sodi že v muzej. Da danes vse, kar vi uporabljate, so tablice in mobilniki, predvsem pa Amerika. In Facebook ima tehnološko razmišljanje v glavi, PC-ju pa notesniku. In to morajo odpisati in prečrtati, pa ne more, ker to je tisto, kar znajo. In zato morajo zdaj kupiti novo znanje. Urko 10 let se je popolnoma obrnili in popolnoma spremenili filozofija, način komunikacije na vašem smart telefonu ali pa na notesniku je popolnoma druga. Tako hitro se spreminjajo te stvari. Tako hitro, zato imate v Ameriki, bom rekel, firme, ki iz nič ratajo takšne kot so, ker so nosilci teh sprememb. Še eno primer, ko nas je pred 6-7 leti hotela kupiti ena velika nemška firma, 20 milijard prometa, in takrat je ena velika konzultantska evropska hiša delala študijo moderne za njih, in ker so vedeli, da se dela tudi hkrati business case study na Harvardu za študijo moderno, me je konzultant prosil, če lahko to pošljem njegovo študijo v Ameriko. Bistvo je to, da nas je pa pozicioniral kot niche playerja. Kot niche playera v medijskem svetu, v medijskem biznisu. In pošljem to ameriškem profesorju in rekel, veš kaj, veliko dela, veliko dobrih stvari pa podatkov je noter, ampak v bistvu je pa napačno. Zakaj je napačno? To bi bilo točno. Bi bila niche player in stable environment. In dynamic environment, you are a game changer. In to je drugačen pogled. Ne moramo več za starimi vatli gledati in meriti stvari, ki se dogajajo danes. In zato imajo tukaj Američani prednost, ker so totalno neortodoksni, ker so totalno odprti, ker je konkurenca takšna, da morajo jeti za novih stvarmi. In tukaj je najpomembnejše znanje. In zato prijemo tukaj nazaj. Znanje še nikoli ni imelo take moči
take možnosti, take priložnosti, takšnega pomena, kot ga ima danes. Ker lahko posamezniki, danes še 16-letniki, spravijo na kolena Yahoo, da jih mora kupiti, ali pa se pravim tam 20 ljudi v Snapchatu, ima danes rešitve, ki lahko določajo usodo celo gigantu, kot je Facebook, če jih ne bodo oni adaptirali. Tako hitro se spreminja stvari in glavni cilj tega je znanje. Kajti tangible components, vsa struktura obstaja. Vprašanje je, kako jo bomo redizajnirali, kako jo bomo na nov način uporabljali. Ne? Ker star svet, ki je bil, kaj je bil star svet? Če se spomnite sam pri nas, naprimer Jankoviča, kaj je on rekel? Formula uspeha trgovine. Lokacija, lokacija, lokacija. Ja, to je bilo, kot je rekel Sam Walton v Ameriki. Build it and they will come. Konec je te zgodbe. Danes lahko se proizvede vse. Prvič v zgodovini, se pravi, še drug pomemben dejavnik, recimo nosilc, ta pa tangible ne bo, sprememba v prejšnjem svetu in v današnjem svetu. V prejšnjem svetu je bilo kaj pomembno? Narediti in si lahko prodal. Se pravi, lokacija, lokacija, lokacija. In kjer je postavil, imel še boljšo lokacijo, je imel več dobiček. Ampak, če nisi bil naumen, firma ni propadla. Izdelk, vse se je prodal. Ne? Danes ni industrijske panoge, ki ne bi imela kapacitete vsaj za 50% presežene. Vse se da narediti. Narediti ni več nič problem. Jaz se prodajam avione, če bi jih znal, ampak jih lahko. Ne? Ni problem dobiti zastopstva za karkoli danes na svetu, da bi prodajal, pa da bi delal, če znaš. Danes ni problem narediti. Danes je problem, kako dati nekemu proizvodu, neki stvari relevantnost. In tukaj pridemo od tega, kot pravi Američani že pred 10 letom, people have enough stuff. Ljudje so tega najedli. Američani, imaš 3 avtomobile, imaš 5 televizij doma in tako naprej, težko jih je prepričati, more is better. Ker prejšnja religija je bila potrošništva, potrošnja je pač religija, ima to socialno funkcijo in da pač te zadovoljuje, ti da nek pomen, nek meaning. Danes kopičenje materialnega ni več tisto, kar bi na Zahodu zadovoljevali, te osrečevali, ti dali neko poslanstvo. In vprašanje je, kaj bo tisto novo. Tisto novo ni več kvantiteta, tisto novo je kvaliteta. To mi dobro vemo, ker smo v centru tega potrošništva. Ne? In mi dobro vemo, da te star model ne bomo več mogli z njim preživeti, ampak da mora biti drugače relevantni. Celo kaj zdaj pa, vse ko stvari govorimo, kako mora biti drugače relevantni. In tukaj v centru je kupec. Na IT-ju, da vam povem, svetujem Microsoftu. Zakaj? Ko smo šli v decentralizacijo, sem pa hitro ugotovil, ko smo imeli 10 podjetij držav, da te korporacije niso tako naumne, kot se mi je zdaj na začetku, da vejo, zakaj so centralizirane, zato ker je težko vladovati 10 držav, ne, različnosti. In smo čali več časa začeli porabljati na to, da se pogovarjamo o tem, kdo je kakšen problem ustvaril, zakaj se je ustvaril, kdo je naredil napako, kako je prišel do napake in tako naprej. In sem rekel, bo treba centralizirati, je rekel kolega CEO, veš kaj, če bi pa uporabili moderne tehnologije, digitalizacijo, pa zdigitalizirali vse procese v firmi, bomo pa takoj vedeli, kdo je kaj napačno naredil in bomo lahko vsega kontrolirali, orwellovsko. Ne? In smo šli v to. In smo to naredili. Ampak, vse kaj je bil največji rezultat? Ni bil ta, da smo mi lahko kontrolirali in vedeli za vsega, kdo je kaj naredil, pa ugotovili lahko hitro locirali krivdo. Ne. Največji bogatstvo študija moderne je danes v tem, da smo ugotovili, da ko imaš enkrat informacijo in proces digitaliziran, in to je pa tudi Bill Gates pisal v svoji prvi knjigi, da je najpomembnejše stvari digitalizirati, ko jih ti digitaliziraš, jih lahko drugače distribuiraš okrog. In s tem smo lahko omogočili, da dobijo vsi v firmi, ki potrebujejo tisto informacijo, ki jo potrebujejo. In prednji jaz vem, da je problem, ga že nekdo rešuje. In tudi pri nas v firmi danes preko 1500 ljudi uporablja Business Intelligence Tools, celo kot lastni navigacijski sistem, ki mu pove, what's your return on investment, včeraj, prejšnji teden in tako naprej. Ne? In zdaj, mi smo šli to sami delati, ker mi smo gledali te aplikacije, ki so na trgu. In vsak mi je hotel prodajati neko svetovanje. Kako mi te prodali svetovanje, če jaz to, kar delam, težko razumem? Ne? Kako bom jaz zdaj kupoval neko staro znanje, pa neke stare sisteme? Ne bomo delali sami. In zdaj, produkte do danes je razvijal kdo? Inženirji. Ne? In inženir razvija produkt ali pa avto ali pa telefon. Kako? Da bo čim bolj sofisticiran, da bo čim večje kapacitete, da bo čim bolj zmogljiv, da bo čim...
To pa ni več relevantno, ker jaz ne rabim Space Shuttle, da se bom pelil iz Ljubljane v Beograd, ne? Ampak rabim samo eno učinkovit prevozno sredstvo, ki ne bo potreboval posadko za Space Shuttle, ki ne bo imel stroškov za Space Shuttle. To smo mi naredili iz IT sistema. To mi danes delamo z izdelkov, ker izdelke še vedno razvijajo telefone. Kje je padla Nokia, kje je padel Ericsson in tako naprej, ker so razvijali samo tehnološke performance. Steve Jobs je pogledal pa, kaj ljudje potrebujejo, kaj ljudje bi radi imeli. In tudi pri nas je v fokusu ne proizvod, ampak ljudje in storitev. Tisto, kar se mi razlikujemo, ni v proizvodu študije modela, ni tem, da mi drugačno proizvod, kot imajo drugi. Vsak ladon se redi vsako stvar. Tam, kjer mi delamo v Italiji, dormejo ležišča, te fabrike prodajajo svojim blagovnim znamkam ležišča na naših trgih. Ključno je vse, kar je intangible okrog. Ker je pa intangible okrog, je tisto, kar pravimo storitev. Ampak storitev nisem to, da je prijazen, ko pride nekdo v trgovino. Storitev je to, da mi znamo razložiti, zakaj je nekaj relevantno za vas. In da poskušamo tudi te stvari, ki so relevantne za vas, ugraditi noter v proizvod. Ker mi prijemo fabriko, kjer je kot, in se namašamo kot, da se igramo z Lego kockam. Oni ne ve, katere komponente imajo in rečemo, to je relevantno za kupca. In določa več inženir, kaj je relevanten. Iz inženirskega vidika, kaj pomeni za kupca, ampak določimo mi, ki smo blizu kupcev. In sestavljajo stvari na način, za katerega mi verjamo, da je pomembno za to. In tukaj se začne ta proces. Potem moramo to vam razložiti, zakaj to rabite. In potem moramo seveda dati velik kontenta okrog vsebin, raznih in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. To so stvari in tukaj se svet spreminja v koreninah. Ne? In 4 stvari so, ki bodo definirale, po moji oceni, vse to, kar dogaja. Se pravi, na ekonomskem področju to ni več ekonomija, ki bi poganjal demand. Da je demand večji od proizvodne. Da je povpraševanje večji od ponudbe. To je na tem je temeljila ekonomija do kakšnih zadnjih 10-15 let. Da si lahko vse, kar je treba samo narediti več in vse, kar si več naredil, se je dal prodati. Te zgodbe je konec. Potem smo prišli do omejitev na potem globalizacija, ki popolnoma spreminja igro. Globalizacija za digitalizacijo, ki pravijo the end of the distance. Obstaja samo še tri bo rekel, distančne razlike, 3 časovne cone. To je še edino, kar ne moramo presekati. Vse ostalo, distance je almost irrelevant. Ekološki problemi, prišli smo do konca z nekimi resursi in pa to, kar se neko, quality namesto quantity, kar pomeni vse posod v življenju in vse posod. Treba bo spremeniti filozofijo, podjetja bodo morala funkcionirati drugače in trdim eno stvar, če ne boš upravičil svoje pojasnil ali pa svoje družbene upravičenosti in funkcionalnosti, ne boš več relevanten za ljudi. Mi nismo več lastniki naših blagovnih znamk, to je samo fiktivno, to je samo pravno. Vi ste lastniki, vi ste tisti, ki vsak dan glasujete za to, kdo ima pravico preživeti in kdo nima pravice preživeti. In podjetja, ki se ne bodo družbeno odgovorno funkcionirala, ukvarjala na te rešitve, ne bodo več obstajala, ker bodo ignorirana. To so te fundamentalne spremembe, ki potekajo. Vse se to dogaja. Mi tega ne vidimo, ne čutimo. Vse to poteka, vse to teče. In enkrat smo kar zbudili nekje v svetu in bodo kar, koliko so zdaj danes, kar nekatere firme kar ne bodo več imeli no reasons to exist. In zato se pravi, če te na ta način gledali, na to, potem boste videli, da kriza ni nekaj negativnega. Kriza je samo spremembe, ki se pač dogajajo. To pač na zadeve se drugače odzvati. In kje je vaša moč? Vsi mi upijemo od bolečin, ki jih imamo zaradi sprememb, ki jih moramo delati. Tudi najboljši na bilo kjer področju. Vsi mi jokamo in stokamo. In sam, kar morate narediti, je zelo enostavno. Mystery shopping na bilo kjer nivoju, za bilo kjer podjetje. Pogledajte, kaj ga sračkamo, kaj delamo narobe, kje smo neučinkoviti, kje smo slabi, ponudite rešitve in vrata za vas bodo v svetu odprta. Pa da nisem bil predolg s tem monologom. Ne, sploh ne. Hvala lepa za zanimivo predavanje oziroma iztočnico. Vidite, da je gospod Češko precej optimističen in veruje, da boste vi spremenili svet.
Zdaj, preden dam vam besedo, bom vprašal, kaj pa mislite, ali univerze kreirajo ta pravo izobrazbo, prave ljudi, da bojo spreminjali svet? Naše univerze. Ja, težko je zdaj. Kar boste kritični. Ja, mislim, ne, težko nimam zdaj tega čarobnega merila, da bi karkoli rekel. Ker danes to znanje, ki ga imajo univerze zapakirano v svojih programih, dejansko na nek način je vprašanje, koliko je relevantno, ne, še, ampak oborožen morate biti znanjem, ne. Vsako znanje, iz vsake dobe, vsak je dobrodošlo in pametno in kar vam kravžla možganske celice in vas pripravlja in spodbuja k temu, je super, ne. In zato absorbirate znanje in eno širino znanja, ker vse stvari so danes dokaj holistične, ne, dokaj široke in ne veš, iz katerega vidika od umetnosti do športa, jaz se pogovarjam in športniki in umetniki in tako naprej, da bi bilo neko inspiracijo, da bi bilo neko novo dimenzijo, ta širina je blazno pomembna in kako znate razmišljati, kako ste vi pripravljeni na to, to je bolj pomembno, da se ne piflate, ampak da znate ne da znate obnavljati, ampak da znate razmišljati. In tukaj to je blazno pomembno, ne? Da znate razmišljati, da znate biti samozavesten, da znate stvari poiskati, da znate timsko delati, da znate skupaj delati. Ne? Te stvari so pomembne. Jaz kakšen kader danes iščem, ne pridne, ne marljive, ne tiste, ki imajo veliko znanja, na koncu vse to se nekako že predpostavlja, kot vi predstavljate, imamo mi dober proizvod, ampak challengerje. Tiste, ki bodo znali na stvari gledati drugače. Tiste, ki bodo iz kakšnega drugega zornega kota uspeli pogledati na stvari, ne jih samo ponavljati. Zdaj, nismo v fazi tega, da nekaj ponavljamo, kar je bilo naučeno. Ampak kako boš znal ravno iz tega ven izstopiti in stvari na drugo. Te pazli so padli dol, ta stara slika, ki je bila, in zdaj teh pazlov treba sestaviti novo sliko. Ne? In tukaj je ta kreativnost potrebna. In zdaj to, koliko vas znajo izzivati, kako znate aplicirati, kako znate kopati, kako znate posebno tem, vse, kar se boste naučili, je blazno pomembno. Ok, ta predavanja so zaradi vas, prosim, vprašanja. Dajmo. Saj ste ponovadi aktivni. A če bi še enkrat študirali, bi šel še na FDV? Ja, to je vprašanje, ravno zaradi tega, ker je tukaj širina, vredno bi šel pisati prav kako filozofijo pa psihologijo, zravno pisati, študirati, ker so to tiste komponente danes, ki so zelo pomembne, ne? Da stvari znaš umestiti, da jih znaš postaviti v nek kontekst, da ti malo razmigajo možgane in tako naprej. Čim več stvari, ne boš. So že neko vprašanja? Ja. Jaz imam dve vprašanje, Tomaž Kovač. Ja. Rekli, če sem vas razumel na začetku, ste rekli, da nekako niste karizmatični. Ampak vse to, kar ste zdaj povedali na način, ki ste ga predstavili, recimo, če gremo po teh učbenikih pravega vodenja, kakšen je na našem kupitelju podjetjih, v končni fazi bi moral biti tudi politiki, še kjer drugje, ne. S tem vodenjem sodobnim pride tudi karizma v zadnjo, če to želite ali nekaj. Kaj mislite o tem? Recimo, tudi če mislite, da ste nekarizmatični, ste lahko karizmatični, če ne drugega na svoj način, ne. Zdaj ne govorim tukaj o, recimo, takih osebah, ki se pojavljajo mogoče tudi v medijih in tako naprej od Gatesa, pa Jobsa, tako naprej, tudi od drugih tistih, ki so skriti, ne. Pa so veliki igralci, pa so karizmatični na svoj način. To je ena zgodba. Eno vprašanje, kaj mislite o tem, drugo vprašanje, pa glede na to, če ste vas jaz prav razumel, kakšno prihodnost napovedujete recimo Amazonu pa nekaterim drugim spletnim oglaševalcem, recimo prej sem vas razumel, je to fizično oglaševanje pomembno, da ste bili na pravem kraju, pravem času, zdaj se to preselilo na nove medije, ampak kot jaz razumem, recimo Amazon ne razvija toliko svojih produktov, razen tablic, kot recimo jih je Apple, pa tudi če govorijo, da je zaspal. Karizmatičnost je, zdaj, to je vprašanje definicije, to verjetno bi tukaj profesori bolj znali odgovoriti, kaj zdaj pomeni karizma. Za mene so karizmatični tisti, ki so dejansko lideri, ne? Kot je bil recimo Volkswagen Ferdinand Piech, kot je bil Steve Jobs in tako naprej, ki imajo jasno vizijo in ki postorijo odzadaj strukture in ki jim pač morajo izvajati njihovo vizijo, naprimer. Ne? Kot sem spet
jaz se nastopam na ta način, ampak poskušam predvsem izzivati in pripeljati ven vizije svojih kolegov in seveda tudi sam imam določene ideje, poglede in tako naprej, ampak tudi delujemo predvsem timsko in tisto, kar pa poskušam spodbiti je to in pa predvsem vedno govorim o tem zato, da pokažem, da ni treba, da si genij, ni treba, da si vizionar, da si uspešen. Ne? Ampak moraš biti konsistenten, moraš biti dosleden, ni pa to, da ljudje, nevarno je pa, če karizmatični je fajn, ampak ni pa, neumno pa, da blefiraš, ni več goljufanja. Ne? V tem svetu ni več goljufanja. In kjer ni sposoben biti konsistenten, tist ne bo uspel. Zdaj, ker se Amazonu tiče pa vseh teh, ja, danes lahko hitro ena stvar spodnese največje gigante, kot vidimo. Ne? Okrog Amazona je veliko analiz, pogledov različnih in tako naprej, ali je preverodno, ne bo zdržal, ne bo zdržal. In tukaj je veliko, ali ta poslovni model bo uspešno, ne bo, jaz mislim seveda, da bo. Mislim pa, da mu manjka malo tega multichannela, ker stroški samo biti v enem silosu so dokaj visoki. Drugo, kar se oglaševanja tiče, zdaj vsi ta veliki gredo na eno stvar, ne, poskušajo nas spremeniti v algoritme, ne, na osnovi naših navad, na osnovi vsega tega, kar pač vejo o nas in to je nobena secret service ne bo, tajna služba ne ve toliko nas in ne bo nikoli vedela toliko nas, ne, kot vejo Google, Yahoo, Amazon in tako naprej. Oni gre pač na to, da bodo, ko se boste zbudili, bojo oni že vedeli, kaj boste želeli imeti za zajtrk, ker se bo nekdo, ki se bo 5 minut pred vami zbudil in boste vi v nekem skupini posegmentiran, bodo že znali predvideti, kaj boste kupili, ali za darilo sebi, ali soprogi, ali komorkoli. Tukaj gre pač ta svet. Ne. In malo je srhljivo, ne. Jaz sem rekel tudi Američanom, ne, tisto, česar se jaz bojim, ne, v intervjuju sem rekel v Sloveniji, da jaz mislim, da danes na nek način, jaz si postavljam eno tezo, da je Amerika največje upanje zato, da bo nekaj dobrega iz teh novih tehnologij ratal, je pa hkrati največja nevarnost, zaradi tega, ker je to takšna moč koncentrirana v teh novih tehnologijah in v tem globalnem svetu. In kaj se dogaja? Ta blaza koncentracija, ne, to so monopoli, oligopoli, ki nastajajo, ne, pa ne samo področju trgovine, ampak ali bančništvo ali kjerkoli, brendu, ne, v vsaki panogi je socialni meni igralcev. In kaj to pomeni? Kaj je osnova demokracije? Konkurenca. Ko ne bo več konkurence, ko bo ta veliki požrl se ta male, ne bo več konkurence in takrat ne bo več demokracije. In takrat bomo prišli nazaj v ruski socializem, ne, ali pa še kaj slabšega. Ker bodo par ta velikih korporacij lahko obvladujejo vse. In ali bo zdaj Američani to ostali, ali ne bojo ostali, ali bojo razbili, kot so včasih razbijali monopole, oligopole. To je zdaj eno ključnih vprašanje zame, ali bomo imeli demokracijo, ali bomo imeli trg, ali ne bomo imeli trg. Ker danes proti Amazonu na njegovem terenu se skoraj ne mogoče boriti. Tudi največja podjetja bodo zgubila igro v direktni konkurenci s tem, kar on dela, ali pa z enim Googlom in tako naprej. Je pa druge strani, pogledajte, mi v Evropi mislimo, Američani so taki, pa taki, pa taki. Ampak od kje prihajajo whistlebloweri? Kdo se najbolj brutalno danes pa bori proti nekaterem nepravilnosti? Ravno Amerik. V Evropi nimamo svojih herojev. Ne? V Evropi mi pametujemo, ampak tam pa poteka bitka. Tam pa v ameriški družbi pa potekajo bitke. Močne bitke, ki jih pri nas ni. In ni razmislekov, ni vprašanj, ni vsega tega. Jaz sem veliko v Ameriki in ko gledam, kako tam civilna družba in tako naprej postavlja pod vprašanje in stvari, ni Amerika samo mišice, pa vojaški aparat, pa banke, pa tako naprej. Je mrske drugska. In tam očitno poteka, tam se zna ta bitka odločiti. Tam je še eno vprašanje, ne, če sem prav videl. Ja. Jaz najprej bi malo komentirala to, da odprejo spreminjanje sveta, tako naprej. Ker verjetno marsikomu tukaj sicer ni danes nič tako novega slišal v tem smislu, da se sami tega ne bi zavedala. Ne? Samo čim več je treba to slišati, zato da dejansko se usidra nekam globoko v možgane. Ampak se mi pa zdi, da vseeno bo zdaj nekaj časa obstajala ena taka luknja,
zaradi tega, ker je še veliko ljudi, ki so pač delovali v starem sistemu in še vedno delujejo pač na ta način. In zaradi tega je mogoče za mlade tudi malo težko, pač, ko se pogovarjamo o tem, da je težko dobiti službo, pa to, pa drugo, pa tretje, ne? Zaradi tega, ker tudi če si ti nekako, ne vem, proaktiven, pa razmišljaš na način, ki bo pač uveljavi čez nekaj časa, so tukaj še zmeri ene stare strukture, ki tega ne razumejo, ne? Tako da se mi zdi, da v bistvu nekaj časa bomo še v tej luknji, preden bo v bistvu celoten svet res naredil en korak naprej, pa se bo vse začelo na ta način razvijati. Ne? Tako da za mlade, naprimer, to je vedno problem. Pa tudi, naprimer, če, ne vem, če sem jaz recimo stara 30, ne, pa, ne vem, probam nekako tem zadevam slediti, pa tako naprej, je že recimo mojih kolegov, ki smo relativno mladi, pa jih je malo, naprimer, ki jih te zadeve sploh zanimajo, ampak še vedno živijo v nekih teh okvirih, ki zaenkrat še veljajo, pač iskati svoje priložnosti, pa tako naprej. Ampak ne glede na to. Eno vprašanje bi imela čisto konkretno, naprimer, ko ste vi začeli svoje podjetje razvijati, ne, pa ko se je začelo širiti. Kako ste v vsaki točki vedeli, recimo, če ste imeli na začetku eno majhno ekipo, pa potem, ko ste se širili, kako ste vedeli, koga v kateri točki rabite? Kako ste vedeli, naprimer, ok, zdaj pa rabim malo več, ne vem, pravne pomoči, zdaj rabim malo več tega, zdaj rabim malo več tega. To me zanima v bistvu, kako ste uspeli te odločitve pravilno sprejeti. Ja, to pač vidiš, kaj potrebuješ in moraš znati pač na to pravilno odreagirati. Ne? V osnovi pa tudi en principiju, da jaz sem investiran v tri segmente. Na prvem mestu so talenti in jaz pravim vedno, kadar sem srečal kakšnega talenta, dobrega, sem rekel vse, da ga pridobim v podjetje, tudi če nisem, kaj bo tisti trenutek delal. Ne. Drugo so inovacije in tretjo IT je orožje, ne, ki omogoča, koliko učinkoviti smo lahko na našem, koliko produktivni smo lahko. Ne. In potem pač rešuješ, nihče ni nezmotljiv, vsak dela napake, ampak vprašanje je, ali hitreje rešuješ napake, kot jih ustvarjaš. Ne. Se pravi, moraš biti, to je vprašanje, ali lahko preživeš, ali hitrej najdeš rešitev, kot pa najdeš več rešitev, ali jih ne najdeš. Ne. To je kot bomba, kot tik taka, ne. In ali boš deaktiviral ali ne boš deaktiviral. Ne. In približno kot to poteka. Kar se tiče, me veseli, da mislite, da to, kar sem pač omenil danes, da je jasno, ker če mene vprašajo, pa tisto, kar imam jaz občutek, ko berem časopise, še vedno večina ljudi misli, pač, da je problem v finančni krizi, problem v sam bad guys, ne? Ampak te bad guys so izkoristili pač neke priložnosti, ki so jih dobili. V bistvu, in to samo zameglili to, kaj se dejansko fundamentalno dogaja. In tudi mogoče ni interesu vsem, da se mi zavedamo, kaj se fundamentalno danes dogaja, da se vsi zavedajo, kaj se fundamentalno dogaja. In finalno se pa po moji oceni dogaja ta totalni shift, ta totalna sprememba, ki bo enaka, kot je bila iz prehoda na feudalno v industrijsko družbo. Takšna sprememba se danes dogaja. Ne. Še nekaj ste, sem pozabil. Še nekaj ste. Kar se tiče, pogledajte, to, kar sem prej omenil, vi, ko prijete za zaposlitev, mene ne zanima toliko, kaj ste vi, koliko ste dobri in tako naprej, kaj misle o sebi. Mene bolj zanima, kaj lahko vi doprinesete, zakaj ste relevantni za nas. To sem rekel, mystery shopping. Pojte, kaj bi lahko vi, če mi jo zaposlimo, kaj lahko vi spremenite in doprinesete temu, da bomo mi boljši. To me se zanima. In če nekdo prije reče, tukaj ga stveriš, jaz sem pokazal konkreten primer. Enega smo ga 5krat zavrnili na intervjujih in potem je možakar imel na prezentacijo, na televiziji je bila otvoritev, ne vem, kako je v Sloveniji videl, v Vojvodini smo odprli nov klicni center in mi je napisal celo dizertacijo, posnel je posliko je dol, poskeniral slike in je rekel, če bi imeli ta računalnik od spodaj na miz, bi prehranili toliko procentov, toliko prostora pa ne bi ogreval to pa to. Če te robovi bili tak, bi bili lahko toliko bolj učinkoviti. Če je bilo to tam, pa tako naprej. In je z tega naredil analizo celo in je dobil tako intervju pri direktorju. To je način, kako boste vi stopili danes nekaj. Na ta način morate razmišljati. Kreativnost. Ok, še kakšno vprašanje? Ja. Mene pa zanima, glede tega, kaj
se lotevajo zavajati, kupce v bistvu jih voditi skozi eno zgodbo. Mene zdaj zanima, dokje mislite, da je pač ta okus tega engagementa ali v bistvu te gorile, kje je ta meja? Jaz sem bil zdaj pred kratkim je bil, da se hvalova tista akcija, prideš enak, vzemeš 2 pisa za ston, mislim, dokje bo to nek ta človeški moment razumel to, ko zato je to nekako zelo podbit, daj se da ta film izgubo. No, jaz mislim, zdaj nasplošno, da ne bom komentiral konkretnega primera, ampak nasplošno, engagement z mojega vidika je ključen. Mi recimo uporabljamo eno vsebino, ki jo naprimer naredimo ta prvo postavljamo infomercial, naprimer. In potem to zgodbo moramo znati umestiti pravilno na različne medije. In zdaj smo se srečali za social media. Smo imeli debato, kako bomo pa mi naredili content za social media. In tukaj se zgodba konča. To je točka, kjer mi nismo več poklican brendi, da mi ustvarjamo content za druge, ampak mi moramo biti relevantni, da se bodo ljudje in tiste, kateri bili potencialno z nami ukvarjali in ustvarjali content okrog nas. In mi si moramo zmisliti igre, zgodbe, vsebine, v kateri bodo želeli nekdo, mi imamo razlog, da nastopa in jih bodo sami producirali. In mi smo samo še moderatori tega. Ker mi imamo že v Studio Moderni Customer Advisory Board, ker bo ta meja med kupci in med podjetjem ravno tako izginja. Včasih je bilo to trdnava, tukaj je bil brand in tam so bili kupci, ki so pohleno prihajali v trgovine noter. Danes se boš moral odpreti in te jasne meje ni več. In to je ta, rekel, engagement. In postaja vse neki total. In zdaj, mi sam še moderatorji, ali kaj bomo, kako bomo, kam gremo, težko je vedeti. Ampak ni več tisto mi, vi. Vse to izginja in vse te linije med oglaševanjem in med vsebinami izginjajo. Recimo, najboljši infomercial, recimo, ko se dela malo norce iz tudi naših infomercial včasih, kaj bi najboljši, ali pa en prvih infomercialov? James Bond film. Ta je edin film danes, ki je profitabilen še preden prijo kino dvorane. Ker je en sam product placement. In to, vse izginja, vse standardne meje in tako naprej izginjajo. Ne vemo, kje bomo pristali, treba igrati, treba je slediti, kaj se dogaja. Ok, še kakšno vprašanje, če ne bom jaz? Ja, ok. Še gospod. Ja. Seveda tudi o novem pa starem. Tudi samo, treba reči, zakonodajni, izvršilni, sodne veje oblasti, ali pa tudi Bruselj z vsemi svojimi institucijami, govorimo o Evropski uniji, gotovo je del tega starega sveta. Zdaj, na drugi strani, kot seveda prihaja do tega, da prihaja do recimo nekih oblikovanja nekih oligopolov, monopolov, ki bi želeli seveda reči zavladati na določenem področju, kljub vsemu na drugi strani pa ima neko svojo vlogo, lahko mogoče pri tem tudi Evropska komisija in tako naprej. Kako vidite vi tukaj to vašo pozicijo oziroma imate koga, ki lobira recimo pri slovenski vladi v Bruslu, pri svetovni trgovinski organizaciji, tudi zato, da se to ne bi zgodilo oziroma kako te stvari na tej ravni potekajo? Ne mi nikogar, da bi karkoli lobiral za nas na nobenem področju. Zdaj, ja, to je blazna, to je izjemen problem. Zakaj? Zato, ker pač danes ta velike korporacije so nadnacionalne, pobegle so državam, kot vidimo. In sam, če gledate davčni vidik, ameriška država je izgubila kontrolo nad vsemi multinacionalkami in nad vsemi zadevami. Danes je pač to, ker politika, država, njeni sistemi so v zadnjih 100-200 letih niso spremenili nič. Mi pa vidimo, kakšne spremembe so na vseh drugih področjih. To je pa še vse rigidno, kot je pač bilo. In ne odgovarja več svojim funkcijam. Nihče v teh politikov nima pojma, kaj naredi. In
in kako bo k tem problem pristopil. V Ameriki verjamejo eno stvar, da so problemi, ki so danes nakopičeni, ekološki, globalni, socialni, tako veliki, da nobena država več nima te kapacitete, da jih sama reši. Ampak to mora potekati v trikotniku država, gospodarstvo, civilna družba. Tukaj noter se išče, tukaj Američani ogromno tudi delajo, ne, na tem segmentu. In pogledajte, danes ima en Facebook skoraj milijardo članov. Ne. To se pravi, samo Kitajska, Indija so večje skupnosti. Danes tisto, kar Facebook, kar smo vsi mi podpisali, mislim na Facebooku, ampak ali pa na Google ali pa kjerkoli, to je za nas bolj relevantno, kot pa to, kar piše v naši ustavi slovenski. Ne. In oni imajo svoj sistem, svoje pravila, svojo ustavo, svoje zakone, svojo policijo, svojo kontrolo, vse, ki bodo določili to. In tukaj seveda prihaja do velikih konfliktov, novih momentumov. Vse to je vprašanje za vas, kako bo se bo to razreševali, na novo postavljali. Je pa dejstvo, da je danes država v podredni funkciji, ker firme so nadnacionalne, ne, države pa niso več in imajo te omejene pristojnosti in to se bo morali na nek način redefinirati. Jaz sem poslušal Baracka Obamo, ki je pri Clintonu govoril, jaz nisem imel občutek, da poslušam kandidata za ameriško državo, ampak da poslušam voditelja, ki ima vizijo, kako bo ta svet funkcioniral. Ne. In oni želijo, on že razmišlja na to, kako bo svet urejal, papelo, in to dokaj že recimo na področju davkov in tako naprej, kaj bi delovali, kaj ne bo dovoljevali in tako naprej, zelo globalno in zelo nadnacionalno že gledajo in pač poskušajo urejati in to se bo nekje v neki novi, ne vem kakšni, nihče še verjetno točno ne ve, ali pa saj večina nas ne ve, kje se bo to ljubim, ampak te debate potekajo. Ok, jaz sem vprašanje še, prej ste veliko izvoli. Drago Zajec. Oziroma ste že povedali, mene zanima, kako se po vašem mnenju politika, zlasti mislim na različne stranke, ki obstojajo v sedanjem svetu, v sodobnih državah, kako one zaznavajo hitrost teh sprememb. Ali te imenovane stare stranke imajo dovolj občutka za to, kar se dogaja, oziroma ali pravzaprav potrebujemo neke nove stranke, ki bodo bolj občutljive in bodo znale boljše reagirati. Politika, ne vem, ali po vašem mnenju v prihodnosti je sposobna in sploh lahko, oziroma to, kar ste povedali, že spravila Nazor Dom, ali sploh lahko vpliva na smer teh sprememb, recimo, da se konkurenca na področju ekonomije ne bo spremenila v neko oligarhijo ali nekaj podobnega. Ne? Ali je to mogoče politično še regulirati, vi govorite o državah. Ne? Jaz govorim morda o strankah nacionalnih ali pa nadnacionalnih strankah. Ne? Ali je to mogoče predvideti, kaj se bo zgodilo? To, kar slišim zdaj, pač, jaz sem malo bolj vključen v te neke ameriške zgodbe, malo angleške. Politika je dokaj samoslepi ulic in dokaj omejena. Je pa res, da v Ameriki zelo nastopajo in iščejo te povezave na različnih nivojih skozi različne oblike. Recimo predvsem Clinton je tukaj blazno aktivne, neka nova združenja, neke nove povezave, neke nove skupine, ki bi, predvsem gospodarstvo, predvsem NGO-ji v Ameriki so zelo močni in dobro organizirani, tudi kot podjetja, kot biznisi, ne, da se tu pač poskuša iskati, išče rešitve, ne, da se išče tu rešitve, da gredo, da to sploh ne delajo nacionalno, da to delajo vse nadnacionalno, ne, da so tu povabijo ljudi iz celega sveta zraven, ne, in da se intenzivno išče ta neko novo ravnovesje, da vedo, da se moč redistribuira, da nihče se pravi, ne kot država, ne kot inštitucija in tako naprej, nima več takšne moči, kot je nekoč imela in da bi sposobila kakšne stvari rešiti in da bo morali tem v nekem novem balansu, v neki novi paradigmi
te stvari reševati. Ne. In tukaj pa seveda pa tudi seveda boj, ne, ker nekateri bi še redno rad ali pa ta momentum celo izkoristili, da bi skoncentrirali več moči, kot so multinacionalke, ne. Kajti seveda mokre sanje vsakega šefa korporacije so monopol, ne. In vemo, da to je pa konc potem vse demokratične zgodbe, ne. Ampak to so seveda tendence. A bo to zdaj civilna družba, politika in tako naprej, trenutno izgublja to bitko, ne? Ampak bitka še poteka. Bitka poteka in bitka bo huda, predvsem v Ameriki. Ne bodo Američani kar tako pustili in prepustili, da bo par firm pri njih vse obladovalo. Ne? Tako da v Evropi, jaz mislim, da smo tu, ta kontinentalna Evropa, jaz sem rekel, ki bo feudalna, ste prej rekel. Ja, feudalna, na nek način. Poglejte, a veste, kje je ta, kje je svet ta problem, ne, v Evropi? Poglejte, kaj me je najbolj šokiralo? In to sem tudi Šreder, ki je bil Ljubljan pri Borutu Pahorju na okrogli mizi pred volitvam, postavil vprašanje, pa se je zelo razburil. Nemčija, ki je pa skandinavske države, ki so dosegle ogromne rezultate na socialnem področju, ne, na medkulturnem področju, recimo, ne, ki so bistveno boljši pogoji, recimo, za priseljence, za migrante v Nemčiji, pa Skandinaviji, kot so v Ameriki. A kaj Angela Merkel izjavlja? To je kriminal. To je pokop Evrope. Vete, simbolično zame. Multikulti je mrtev. Če spomnite. Ona je na kongresu svoje stranke leto ali 2 ali 3 nazaj izjavila. Multikulti je mrtev. A si zamislite, da ameriški predsednik to reče? Amerika jutri zapre vrata, jutri propade. Jutri propade. In ne moreš brez tega. In Evropa, in to, kar sem še rekel, problem Evrope je, Evropa je nastala, malček, se ogromen rezultat je dosežen, pogledajte, to, kar so bile prej stoletne vojne in tako naprej, in to, kar zdaj živimo v miru. Ampak to samo neobstoj vojn še ni cilj, za katerega bomo živeli. In zdaj tudi Sarkozijo, vsem postavljam eno vprašanje. Smo na srečanju na konferenci in sem Sarkozijo vprašal, on si pridružoval na tem, ne, Američani mišice, pa vojaška moč, pa Obama to, pa mi stop na prste, pa tako naprej, tako zelo po domači govoril. In je rekel, in če ne boste poslušali Nemčije pa Francije, se bo zgodilo rob Jugoslavije. Potem sem jaz prvo dvignil roko in sem rekel, ker sem pač iz Jugoslavije, ne, bil še, sem pozvan, da vprašam na vprašanje. Sem rekel, jaz osebno ne vidim Amerike na enak način, kot jo vi vidite. Amerika ni samo mišice, Amerika ni samo vojaški armazar, Amerika ni samo moč. Prva naloga ameriškega predsednika je kaj? Kaj je osnovna misija ameriškega predsednika? Tudi ameriške politike. To keep American dreams going, rolling. In v Ameriki, v svetu. Če prevedete, Kissinger ali Brzezinski je napisal 10-15 let nazaj, Amerika bo vodilna sila v svetu, dokler bodo Američani in v svet prepričan, da smo najbolj demokratična država, da je Amerika najbolj demokratična država, da je najboljša tržna ekonomija, to je tudi država priložnosti. Toliko časa bo šel ves kapital tja, bo šel najboljši talenti tja, bodo vsi verjeli v Ameriko. Če se to ne bo več verjeli, smo zaključili. Kje Kitajske manjka? Kitajska tudi bo večja po posem, ampak mi ne bomo sanjali še zaenkrat kitajskih sanj. Vsi cel svet sanja ameriške sanje. In to je moč Amerike. In to je tista najmočnejša orožje, ki ga ima, ki je prva naloga. In se rekel, Sarkozijo, se rekel, pogledajte, vi pa zdaj meni prosim povete, Evropa je pa kaj? Evropska unija. Kako je lesalna? Jaz vemo, da železarsko premogovne asociacije leta 56, tukaj so začeli step by step, baby step graditi, pač neke te premošati razlike. Ne? Tako, ja, tako. Ne? In danes pa v Evropi vsi govorijo, kako, kot da je to podjetje, bilance, kdo ni plačal računa, kdo ni dal kot vedo in tako naprej, samo kot tehnično neko združenje, brez duše. Vi povejte meni zgodbo, ne,
o Evropi, da jih jaz lahko povem kot pravljico svojim otrokom, tako da to Američani naredijo. Kdaj bo to kateri evropski voditelj znal povedati? Da bomo mi verjeli v Evropo. Ne? In je padel dol stola, je rekel, nimam odgovora, to je bil statement, ne? In vprašal je tam predsedujočega omizja, je rekel, prosim, pomagi mi, ker nimam odgovora na to vprašanje. Ne? Pa je začel s tem, da pač se hitro razumel, rekel, ja, Evropa, ogromno dosežek, nimamo vojn, nimamo tega, ampak to je odsotnost nečesa, ne? Nimamo pa teh sanj, ne? Nimamo te moči. In to so stvari, ki jih podcenjujemo. In gledamo preč racionalno. In to so stvari, ki jih tukaj v Evropi podcenjujemo in nažalost je ena država, ki bi lahko simbol. Nemčija ima, pogledajte, fantastično urejene stvari, fantastično zbalansirano v vsakem pogledu, ampak in Skandinavija in tako naprej, in te sedme države, ampak na to ne gleda ponosno. Ampak nasprotno, preč kritično. Ne vem, to so ta težka vprašanja in dileme, se mi zdi, s katerim se danes vsi mi srečujemo in smo srečuvali. Ok, še kakšno vprašanje? Če ne, da vas ne bomo preveč eksploatirali. Jaz sem tukaj samo eno, če lahko še nekaj vprašanja s tem postavljam, pogledajte, kaj je skrivnost uspeha. Sem želja. Ne? Želja po uspehu. Samo eno stvar. Imate željo po uspehu, bo to uspeli. Potem morate dati tem disciplino in bo to uspeli. Predvsem pa danes je možno. In vi morate verjeti, da lahko. Veste, kaj smo Slovenci dobri? Pa ves ta prostor tukaj okrog. Jaz vidim eno razliko. Kaj so recimo tisti atributi? V čem smo dobri? Kdorkoli. Kaj si sinonim za Slovence? Kaj? Kako? Trgovci, ja. Pridnost se izpostavlja največkrat. Pridnost, vztrajnost, ja. Ponižnost, kar ni dobro sicer. A veste kaj, jaz, ko sem razmišljal o tem, ne, kje smo Slovenci še izstopamo močno ven, ne, in kjer smo zelo dobri in nadpovprečni. Vse te treba biti istočen. Tekmovalnost. Mi smo tako zagamano tekmovalni. Ne. Včasih nam to škodi, pri samomorih to vidimo. Ne. Ampak suicidnost, tam je to negativno pol udar ven. Ampak tako mi smo perfekcionisti. Sam pogledajte ekstremne športe. Sam pogledajte tudi kulturo, tudi stvari. Mi na per capita, na prebivalca, po teh dosežkih smo sigurno rekorderji. Smo že na svetovni špici. In to je tisto. Imamo to nemško disciplino, imamo ta balkansko, mediteranski, kreativnost, fantastične kombinacije vsega in hkrati tekmovalni. Mi smo ponosni na to. Moramo biti ponosni. In to je pa ena stvar, ki jih fakultete ne dajo, ki jih osnovne šole ne dajo, ki jih nič ne dajo. A veste, kdo ima za Beatlesa vsak ve? Koliko od nas pa ve, da je na Golici največkrat predvajana instrumentalna glasba v svetu na javnih medijih? Koliko Slovencev to ve? Koliko osnovnošolcev to ve? In na to bi morali ponosen. In to bi moral vsak Slovenc vedeti. Jaz, ki je prišel tukaj Debelius, ki je šef Goldman Sachsa v Slovenijo, sem rekel, kaj, Nemci? Pol Nemčije prišla po naših notah in je prišel na konferenco MČM in je to povedal. Pol Nemčije prišla po naših notah. To je naša možnost. To je naš potencial. In na cel kup drugih področjih. Veste, sem rekel, kukaj sam sebe do not assume. Ne? To je največja zanka. Sem z nizozemskim veleposlanikom je prišel k meni, pa nekaj vprašal, nekaj Slovenija, Avstrija, pa sem rekel, ja, veste, to je gledko kot nizozemska Nemčija, pač Nemci so 10krat večji od vas. Ne? Je rekel, kaj? Mi smo večji. Se rekel, Češko, zdaj pa nekaj uslo, če smo se pogovarjali o proizvodni tulipanu ali kaj, ne? Mi smo večji, pa se je režil seveda kot norc. Nikoli ne bo noben Skandinavc, nikoli ne bo noben severnjak priznal, začel s tem, da so majhni. Ne, mi smo vsak bo najdel en kozornik kot mi smo najboljši. Pa če drne pa v produkciji tulipanov. Ne? No, najboljši. In to je treba imeti, to samozavest. Ne? Tem je tudi vprašanje, a smo mi, a se treba, če so dobro vprašanje, res. Recimo še vprašanje, ki je tukaj, a se moramo bati zdaj tujcu, pa tudi kapitala, ko smo to zavozili v Sloveniji. Pač to smo zavozili. Nažalost, ta 20 let gospodarsko je zavoženih, ampak a se zdaj treba bati tujcu? Poglejte, ne, bilo bi veliko boljš. Jaz sem za nacionalni interes.
Vsaka država zdaj je nacionalni interes. Američani imajo nacionalni interes. Veste, videli lahko Ameriko, pridite pa kupite ameriško banko danes. So hoteli kupiti Kitajci pristanišča. Kaj? Kongres je glasoval proti. Je nemški Telekom kupil mobilnega operaterja. V časopisih je pisali, so bili zaslišani cel vodstvo na FBI-ju. Dokler FBI ni potrdil, da lahko požignajo, da lahko kupijo en tak asset, jih niti Nemci niso mogli kupiti tega. Vsak ščiti svoj nacionalni interes. In to je polno legitimno. Ni pa seveda legitimno, da je nacionalni interes ukrade skupina lopovov. Ampak danes smo pač pred tem, da bojo pač očitno tujci veliko pokupili. Ampak nisem treba bati. Poglejte, zato, ker tuj kapital ni neracionalen, kot je naš slovenski kapital, nažalost, ki se je skumplil za državo in je samo v državo izžemo, ne? To vzel kot privilegij. Tuj kapital ve, da mora na trgu preživeti. Če hoče na trgu preživeti, rab znanje. In če imamo mi znanje, in vi, ko imate znanje, vas ni nič treba strah. Vsak, ki bojo lek zaprli. Niso ga zaprli. Jaz sem pa iz leka danes poznam ljudi, ki usposabljajo v Nemčiji kvaliteto vodenja poslovnih procesov predavajo, pa učijo Nemce. Ne? In šele zdaj Novartis spoznava pa korporacija, kak kapital je tukaj notar v tem znanju, ki ima Slovenija. In tako naprej. In ko vsi jamramo, MČM imamo smo konferenco, je bila zdaj pred kratkem, pa kaj mu rekli, pa vsi v rikverc, ne? Ja, mi smo poznani kot tisti, ki smo zaprt za tuj kapital. Vse v redu, pozabimo to, kot pravi Američani, don't focus on the hole in the donut, focus on the donut, not in the hole. Ne? In mi smo vedno na to klinčevo neko lukno, vedno najdemo, da je kanonno. In pogledajte, kaj treba reči? V Sloveniji, sem dal v usta predsednici vlade, kaj treba reči? Da je Slovenija med vsemi državami v svetu verjetno najboljša potem, koliko investicij tujih je v Sloveniji uspel, mislim, koliko procent investicij tujcev je uspel v Sloveniji. Mi imamo vse investicije so uspele. Poglejte, od Goodyeara do Leka, do vse, nič nismo zapackali, nič nismo zavozili, nad nobeno stvar se niso pritoževali. Tukaj gledam tega Čeha, ki je kupil Savo, prav fantastična firma, turbo sem vesel, kak ljudje, kako znanje, kako vse. In če boste imeli znanje, v Singapurci niso lastniki, Kitajci doli skoraj ničesar, vse so tuji multinacionalke, ampak imajo znanje. In je država vlagala v znanje je vlagala. In to je njihov kapital, in to je njihov glavni kapital. In če bomo mi znali menedžirati in plemenititi kapital tujcev, tem se ne treba nič strah, oni bodo od nas odvisni in ne obratno. Lastništvo v klasični zgodbi ne obstaja več. Ne obstaja več. To so stvari, ki se jih treba zavedati in treba biti samozavestni. In s to našo požrtvovalnostjo, s to našo tekmovalnostjo, znanjem vsem, kar pač imamo, smo svetovni prvaki. In to je treba živeti. In to morate verjeti. Delite pa tisto, ker, če smo v podjetništvu gledali na vprašanje, delite pa tisto, ko se boste zjutraj zbudili, da boste hoteli delati. To je ta prava smer. To je tisto, kar vas bo gnali. In veselili in kar bo vas bo gnali. Ne? Ok. Hvala lepa še enkrat za zelo zanimivo in predvsem z optimizmom prežeto predavanje oziroma odgovarjanje na vprašanja. Jaz bi izpostavil mogoče 3 ali pa 4 stvari. Prva stvar, ki je, zdaj bom namesto dekana rekel, ne, hvala za odgovor, da bi šel še enkrat na FDV študirati. Drugič, hvala za optimizem, da je na tej mladi generaciji možno zgraditi novo Slovenijo, nov svet, nove odnose. To je, mislim, zelo spodbudno. In hvala tretjič za to, da ste rekli, da je to pa možno narediti samo, če smo samozavestni in če zaupamo vase, kar nam pa velikrat manjka. Skratka, bodite challengerji, tako kot je gospod Češko na svojem področju bil in upam, da bo še in upam, da bo s svojimi nasveti tudi pomagal Sloveniji iz krize. Hvala lepa. Hvala.